Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o odnosih. Ja, saj veste, največ težav nam povzročajo odnosi in vse se vrti nenazadnje okrog odnosov. Dobila sem vprašanje ene gospe, kaj naj naredi oziroma kaj jo zadržuje, da ne razume, kaj predeluje svojim partnerjem, da odnos gre pač tako gor in dol in gor in dol in da hodita na terapije in da po vsaki terapiji za kakšen dan mečkam boljši odnos in nikakor nikamor ne prideta. V glavnem, ja, tele karmične vezi so res zanimive in jaz sem res prepričana v to, da z določenimi ljudmi pač, glejte, ko nas življenje poveže, ko nekoga moramo srečati, ko se z nekom moramo povezati, naredi samo takole džk in si dobesedno zlepljen z njim. Tako se mi je zgodilo, recimo, ko sem spoznala mojega bivšega moža, jaz sem vedela. Jaz sem vedela, da bo on oče mojih otrok, jaz sem vedela, da je to. In ja, vsak odnos je pravilen zaradi tega, ker potem, ko vidiš širšo sliko, razumeš, kaj sploh predeluješ. In seveda meni ni bilo jasno, ker podobno kot pri tej gospe pravi, ne razumem, kaj moram z njim predelati, ker enostavno ne razumem. No, in sploh tisti, ki predelujete pretekla življenja s svojim partnerjem, da je bil v nekem drugem življenju ta partner lahko vaš otrok ali pa vaš oče, enostavno človek ne more zapustiti takega odnosa. Zato, ker recimo vam povem en primer. Ena gospa, njen mož je umiral dalj časa in nikakor ni zmogel umreti. In ko sva se pogovarjali, je bilo tisto, pa ne razumem, zakaj ne odide. In prva misel, ki je šla skozi mene, je bilo, ti ga ne spustiš. Zakaj? Ker v zadnjem življenju je bil on njen otrok in je izgubila otroka in ona je v bistvu tako trpela, da enostavno se je odločila, da v tem življenju ga bo obdržala. In tisti, ki predelujete s svojimi partnerji te odnose, da na nek način imate občutek, se vedem do njega, kot da sem njegova mama. Ali pa se on vede do mene, kot da sem njegov otrok, se pravi tako zaščitniško. Pomeni, da predelujete energije iz preteklih življenj, ki so povezane s starši. Še v Škofji Loki se spomnim, ena gospa je prišla k meni na svetovanje in je bilo ravno tako povezan z neko bolečino izgube, pa jaz pozabim potem zgodbe, ki jih pač vidim, ampak vem, da se je šlo za neko izgubo otroka, z nekim odnosom. Ampak ko se je aktivirala ta energija odnosa, tisto, kar sem jaz videla, je bil peron, druga svetovna vojna, nje so otroka iztrgali iz naročja in ona je v bistvu v taki bolečini, je bil otrok iztrgan, da v tem življenju sta se najdla skupaj kot partnerja in bi ga mogla spustiti in mogla dovolj, da gre svojo pot, ampak ne, ona se ga uklepa, ker noče izgubiti še enkrat otroka. In največ takih vez, ko enostavno ne zmorete oditi, je povezan s preteklimi življenji, prav ta starši otroci. No, zdaj, če se vrnem na mojo zgodbo, recimo meni ni bilo jasno, kaj predelujem z bivšim možem, pa računajte, jaz sem hvaležna za to, ker sem pač mama 3 krasnim otrokom. In vsaka stvar je prav, vsak odnos je pravilen. In zdaj, če gledam tisto, kar sem jaz predelovala preko bivšega moža, v življenju, ki sem ga takrat videla preko regresije, je bilo, da je bil on moj oče v času srednjega veka. In veste, če je nekdo oče, veste, da se ga boš oklepal, pač otrok svojega starša ne zapusti, ker je ljubezen, ki je večna. No, tako da zelo pomembne so zelo pomembne. Pametno je odkriti, kaj predelujete s svojim partnerjem, da lažje razčistite tisto, kar imate za predelati, ne. Veliko partnerjev predeluje na nek način, jih določen odnos duši. Imajo občutek, da ne morejo narediti koraka naprej
in je lahko povezan tudi z energijo, ne vem, posilstva iz enega od prejšnjih življenj ali pa oboja. In sploh zdaj le vidim, da na splošno se res čistijo najbolj take globoke rane, ki so povezane s preteklimi življenji, in te globoke rane so povezane ali z drugo svetovno vojno, se pravi izgube, uboji, direkten strel v glavo, ali se predelujejo neke energije smrti iz nekega drugega življenja, ko je enostavno treba spustiti ljudi, da grejo svojo pot. Bom vseeno šla še odgovoriti preko kart, da vidimo, kaj je tisto, kar ta trenutek predelujemo, tako kot globalno predelujemo glede odnosov, kaj je prav in kaj vemo, zavestimo. Ne vam povem, da danes sem bila v tiskarni Grafika Soča, da sem v glavnem pregledala te best printe, jutri gre knjiga naprej v tisk in super je. To sem navdušena nad to knjigo, ja, res je, mogla bi biti že iz tiskarne, pa ni, ampak kakorkoli do praznikov bo, res je nastala odlična knjiga. Ko imajo moški hormoni žur, je zdaj naslov. No, glejte, to, kar predelujemo, je opuščanje boja in opuščanje vklepanja, se pravi vklepanje nečesa. In preverite z mišičnim testom, če imate mogoče potreb zasvojena sem z dramo odnosa. Ker če ste zasvojeni z določeno dramo odnosa, si vedno tam. Ker v bistvu v možganih nastajajo z vsako mislijo nova povezava. Nova povezava. Nova povezava. In dobesedno naše misli grejo s časoma po avtocesti razmišljanja. In dobesedno postanemo odvisni od nekih odnosov, dobesedno zasvojeni, tudi z dramo odnosov. Naslednja stvar, opuščanje moralnosti. Cerkvena moralnost. Glejte, ta karta je neverjetna. Te čipke, te gautre, kako ne rečem, kako je prav, kaj ni prav. Pač, glejte, v življenju je vse prav. Jaz vem, da preko moje poti sem imela za ozavestiti, mi je bilo težko prelomiti cerkveno zaobljubo. Ker sem dala zaobljubo pred Bogom, pred pričami, pred sorodnikom in pred partnerjem, da bom vse naredila, da bo najin zakon uspel. Pač to je zaobljuba. In ta zaobljuba sem jo mogla prelomiti, se pravi, ampak da sem jaz prišla do zaključka, da sem jaz naredila vse, kar je bilo v moji moči, in da naslednja stvar je samo še umrem lahko. Pač, nič več ne morem narediti kot to, kar sem naredila. In ko mi ozavestimo določene lekcije, ker vemo, da jih vsi te karmične odnose predelujemo iz preteklih življenj, lažje spustiš, lažje na nov zadihaš in enostavno premisliš, kaj je lekcija, ki je zadej. Ja, vem, tukaj zadej ne moreš kar oditi, ker je skupno imetje, ker so skupni otroci, ker je skupno kup enih stvari. Ampak na koncu koncev, ko prideš do točke, kjer sem bila jaz, ko sem bila dejansko že bolna, ko enostavno razmišljaš, komu bom koristila, če bom mrtva. Nikomur. In vem, da takrat, ko sem pač naredila te korake glede ločitve in tako naprej, sem šla na Brezje in sem v bistvu želela razbremeniti dušo in sem šla k enemu duhovniku in veste, kaj mi je on rekel? Rekel, mi kot cerkev, mi to obsojamo, mi tega ne podpiramo, zaradi tega, ker je tukaj razbita družina zadej. In meni je bilo tako, se pravi, je boljš, da vztrajaš v bolnem zakonu, v bolnem odnosu in točno vemo, da koliko je zdaj raka in kako močno pač ekspandira, vedno več raka je in to je bolezen duše. Duša kliče potem, da je naredi spremembo. In potem ljudje, tisti, ki nič se ne odločijo narediti, pač umrejo. In naredijo krasen, ganljiv govor potem na grobu te osebe in rečejo, bila je zgledna faranka, zgledna žena,
Bila je tiha miška, vse je naredila za dobro vseh in danes smo tako žalostni, ker je zapustila svet. Komu koristiš? Nenazadnje, tukaj, kjer živim zdaj v Sežani, pač prva lastnica je dejansko to njena zgodba. To je njena zgodba, umrla je pri 50 letih za rakom, kar tako, naenkrat. Ampak rak je bolezen duše. In verjetno ni zmogla narediti nekih korakov, ker včasih treba po mizi udariti in ne pomaga samo moliti. Bog, pomagaj mi, jaz sem nesrečna v zakonu, pomagaj mi. Včasih moramo kakšen korak narediti sami. In ko ga naredimo sami, nam lahko Bog pomaga. Pregovor pravi, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Nikjer ne piše, Bog ti bo pomagal, ti boš pa samo jokal na tleh, pa ne morem nič več narediti. Tako ne gre v življenju. Korake delamo mi. No in ta naslednja karta pa je upočasnitev. Ampak upočasnitev samo zaradi tega našega tempa, da se vprašamo, kje sem jaz? Kje sem v tej zgodbi jaz? Kaj občutim? Kaj se meni dogaja? Ker vemo, da je tako enostavno je zbežati v delo, tako enostavno se je zakopati v neke projekte, tako enostavno si naložiti nove in nove stvari na glavo, zaradi tega, da ni treba čutiti. Ker čustva bolijo. Če imaš pa tempo, pa samo rečeš, v stresu sem. A ne? Pa ni treba niti razmišljati o tem, kakšna čustva imaš, ker si samo v stresu. Zadaj so čustva. In ta čustva so kažipot. No, kako sem jaz potem pozdravila to mojo ranjeno dušo? Z mojo prijateljico Katarino sva šli v Asizi in tam me je enostavno pot poklicala v spovednico. In je bilo tako, kaj jaz delam v spovednici, ker sploh ne vem, kaj naj tam odložim, ker ne živim na ta način, da bi lahko sploh karkoli nesla v spovednico. Nimam potrebe po tem. Ampak enostavno, šla sem v spovednico in en pater v polomljeni angleščini reče, wait, I will call Slovenian pater. Ok, in sem čakala, pride en slovenski duhovnik, pater, frančiškan, smrdel je po klobasah, očitno so imeli malco, ampak tisto, kar je bilo tako neverjetno, iz mene je začel bruhati, dobesedno bruhati, vsta moja bolečina, ki se jo nenazadnje pobrala tudi preko cerkve, ta obsodba, mi kot cerkev tega ne podpiramo. In on je molil nad mano takrat in glejte, to je zame cerkvena ločitev. Jaz dejansko tam v Asiziju sem pustila tisto mojo bolečino, kar sem rabila še predelati. Enostavno, zame je bila to zaključek. Ne rabam nobene odveze, nobene druge stvari, ampak ta duhovnik je molil nad mano, ampak je dejansko bil tako, naj te v življenju vedno spremlja Božji blagoslov. In nenazadnje me spremlja Božji blagoslov. In me spremlja. Ne? In Božji blagoslov te lahko spremlja samo, če si upaš narediti kakšen korak. Če si ne upaš narediti koraka, kako ne vam pošilja stvarstvo ta čarobni prah spremembe, če samo na mestu morebiti niti ne dvigujete več nog, ampak se samo pogrezate. Kako? Mi imamo svobodno voljo kot ljudje in kot svobodna volja nas ljudi je povezana s tem, da mi damo odločitev in ko mi pokažemo pot, kam želim, ne vem, mislim, da je rekel Rumi, ali pa, ne vem, en pameten človek, je pač rekel to. Ko narediš korak, se pokaže pot. Ampak je res to. Ko narediš korak, se pokaže pot. Ampak korak moraš najprej ti narediti. Ga ne more noben angel narediti namesto tebe, noben guru namesto tebe. Ampak povem še eno zgodbo o gospe, ki je umrla za rakom. Bila je zelo nesrečna v zakonu, mož jo je varal, tudi leta nazaj.
In vedno je jamrala čez njega, tako, joj, on dela to, pa spet je to, pa spet je prišel tak domov. In enkrat, ko imaš dovolj glave tega jamranja, enostavno pa, daj nekaj naredi. Pa ona naredi, a ne se ločam. Ja, ne, tega nisem jaz rekla, da se loči. Ampak nekaj naredi, ker tako ne moreš več živeti. In ni nič naredila in je njeno telo naredilo, zbolela je za rakom in umrla. Pa tako mlada je bila, uboga reva. Kaj ne rečem, a je res uboga reva? Glejte, nažalost nas energije ne morejo več podpirati pri capljanju na mestu. Enostavno življenje nas poriva čez rob in te porine čez rob in padeš, ja, in ni sramotno past in biti na tleh kot palačinka, ampak takrat, ko si na tleh, zber moč, da ostaneš in da se umiriš in rečeš, čak, ne morem več tako naprej, kaj pa zdaj? In ko narediš ta korak, kaj pa zdaj, ja, takrat se pokaže pot. Dajte, pogojenost. Včeraj v moji šoli, glih to sem kazala. Mogoče ste se trudili biti celo življenje nekaj, kar niste. Mogoče spadate v čisto drugo vrsto, pasmo, čisto nekam drugam. Enkrat se spomnim, sem našo Roni, glejte, tamle na kavču je, našo Ronko, sva s hčerko peljale na veterinarju in v veterinarski ambulanti je bil berenski planšar, seveda s svojim lastnikom. In naša Ronka, ta majčken psiček, niti zalajala ni na tega mogočnega psa, ker je enostavno samo ponikala je. Zdaj pa pomislite, da se poroči naša Roni, ki je majčken psiček, z berenskim planšarjem, ki ima 50 kil. Glejte, berenski planšar se ne more dovolj zmanjšati, da bi se lahko pač naša Ronka, ki je majčkena psička, počutila velika ob njem. Če ima ona občutek, da jo on zasenči, se pač on ne more zmanjšati. Je nemogoč. In glejte, lahko se zgodi, da se zaljubita na začetku, ko sta mladička, berenski planšar pa tale naš luškan kužek. Je možno, ampak sta oba še mladička. Ampak ko pa zrasteš v tisto, kar ti si, mogoče pogruntaš, da sploh nista, zdaj res pretiravam, ista pasma. Sploh ne gresta skupaj, zdaj se boste režali. Ampak da sploh ne gresta skupaj. In kaj zdaj to pomeni? Glejte, vi ne morete menjati pasme. Zdaj res primerjava je grozna, ampak vi ne morete menjati pasme. Edina stvar je, da se zahvališ za lekcijo in rečeš hvala za vse, kar sem se naučila. Jaz te ne morem usrečiti, to sem jaz rekla mojemu bivšemu možu. Jaz te ne morem usrečiti, ti si o meni nesrečen. Jaz ti želim vso srečo, živi svojo srečo, ampak jaz nisem ta prava zate. Ja, sem to že vedela, dosti časa nazaj. Ampak, ko narediš korake naprej, takrat enkrat zrasteš. In vsaka taka šola je dobra za našo osebno rast. No, poglejmo naslednjo. Ja, in vi ste norec na začetku potovanja. Novo potovanje. Nič ni narobe, če greste naprej. Nič ni narobe. Glejte, mene je življenje popeljalo iz Škofje Loke, ko sem predelala tam vse v ta srednji vek, v Sežano, tukaj sem srečala čist druge ljudi, tukaj s temi ljudmi sem začela predelovati Divji zahod. Ampak, glejte, res je dober tale Divji zahod. Uživam tukaj in tukaj se res počutam doma. In kam me bo naprej popeljala pot, glejte, dovoljujem. In gre se za to, da si upaš živeti. Samo 1 uro stran sem se preselila. Ne na drugo celino, ne na konec sveta, ampak enostavno čutila sem, da je čas zame, da začnem novo potovanje. In tako grejo stvari. Pač, če vas nekaj kliče, naredite to. In zazrite se vase, v svojo notranjo vodo in poglejte, kaj kali vašo notranjo vodo, ker to, kar kali vašo notranjo vodo, to je tisto, kar je vaša lekcija.
ta nemir, ki ga imate v sebi, je vaša lekcija. Leta nazaj je moja prijateljica Irena rekla za en odnos, ki sem zmeram jamrala, zmeram sem se pritoževala, kaj mi je naredil, kaj mi je rekel, to je v bistvu ta moj mentor, kaj se je zgodilo, enkrat reče pa, daj pusti ga že pri miru. Enostavno je reči nekomu, pusti ga že pri miru, ker ti dokler ne osvojiš lekcije, ne moreš izstopiti. In ko sem jaz ozavestila lekcijo, ki sem jo imela s tem človekom, je bilo, postav se zase, živi svojo pot, govori svojo resnico, delaj za dobro sebe in svojih strank, to je najbolj pomembno, ne pa, da korakaš v nekem maršu, ki sploh ni tvoj. In ja, ko sem to usvojila in lekcijo odpuščanja, sem začela graditi svoj posel, tako kot meni paše. In, glejte, greš svojo pot. Ravno tako, ko sem usvojila lekcijo odpuščanja pri bivšem možu, so se mi odprle poti naprej, se mi pokazalo stanovanje, sem prišla do novih ljudi, ker sem imela spet kakšno lekcijo za predelati, ampak enostavno šla sem naprej. In zato vedno v življenju pač pejte naprej. In ko vas nekam kliče življenje, dajte se odzvati temu življenju. Mogoče pogledajte film od Jima Carreya, Yes Man, mislim, da je tako naslov. Pač en, ki je bil čisto frustriran, se je odločil, da vsaki priložnosti, ki jo bo dobil, bo rekel ja. Karkoli se bo zgodilo, vsaka ponudba, ja. Karkoli bo, ja. In bo videl, kam ga bo pripeljalo življenje. In kam ga je pripeljalo življenje, je pripeljalo ga do tega, da je srečal ljubezen svojega življenja. Ali pa recimo, če pogledate film Jej, Molly, ljubi, pač meni je to najboljši film. Ženska, ki se je utapljala v slabem odnosu, se je odločila, da bo izstopila, pristala v podobnem odnosu, kjer je spet sebe zgubila in pozabila, kdo ona je, in na kar se je odločila, da gre potovati. In je šla v Italijo in si dala duška s hrano, in potem je šla v Indijo in se poskušala umiriti od znotraj, začeti meditirati, in potem je šla na Bali in spoznala svojo ljubezen. Na koncu koncev je zdaj v tej novi knjigi pišem o tem, da ja, dolgoživost je povezana dejansko s harmoničnimi odnosi. In če vidite, da nek odnos ni harmoničen, to ni povezano z dolgoživostjo in niti s tem, da vam podaljša življenje. Pa pogledamo še eno karto prehodu na vodobo. Kaj je pomembno za vas, ki delate ta trenutek korake za sebe, kaj vam sporoča stvarstvo, kaj je ta trenutek za vas res, res pomembno. Ti, ki tole poslušaš, si bitje svetlobe. In ker si bitje svetlobe, skozi tebe teče božanska energija. In čas je za tvojo svobodo. Pogumno se odločaj za sebe, ampak bodi pozoren na energijo, kam daješ svojo pozornost. Vidim mir, vidim ljubezen, vidim srečo, vidim vse, kar si resnično želim. Pozornost je usmerjena energija in če jo boste usmerjali neprestano v probleme, verjemite mi, bojo rasli. Tako da, ja, te odnosi so res zanimivi. V glavnem za vse tiste, ki si želite svojemu možu majčkeno pomagati pri osebni rasti, ta nova knjiga, Ko imajo moški hormoni žur, ja, je dejansko za njih, tudi za vas, ranjene ženske, ampak za moške, da najprej pošlihtajo svoje tehnično telo, svoje hormone, da razumejo, kaj morajo jesti, pa kako, pa zakaj so določene aminokisline potrebne. In seveda pomembno tudi za ženske, ker ženske, dokler imamo v sebi kodo strahu, toliko časa ne zmoremo narediti nekih ljubečih korakov, ne za sebe, ne za svoje otroke, niti za svojega partnerja. Tako da, ja, uživajte, vse dobro vam želim in pri vsem, kar se vam dogaja, naj vas spremlja Božji blagoslov.